Delo je namreč ena od stvari, ki nas vse določa. In določa tudi naše mesto, našo socialno mrežo in vemo, kakšno zakonodajo v Sloveniji imamo. Zakonodajo, ki večini oseb, katerim je deinstitucionalizacija namenjena, prepoveduje vstop na trg dela. Večina njih dela, vendar za nagrado. Ne kot njihovo delo ni ovrednoteno kot delo, temveč kot terapija, kot nekaj, kar jim zapolnjuje čas. In to je poniževalno. Mreža za deinstitucionalizacijo je mreža, ki se je ustanovila iz različnih nevladnih organizacij. Pokrivamo različna področja, izvajamo različne programe, večina s področja hendikepa, vendar smo tokrat naredili tudi en preskok in sicer so bile udeležene tudi organizacije z uporabniki, ki imajo težave v duševnem zdravju. Konvencija namreč ščiti tudi osebe s težavami v duševnem zdravju, ki so pa morda še toliko bolj izključene iz vsakdana. Tudi v slovenskem prevodu konvencije niso kot ciljna skupina posebej omenjeni in, kot sem že rekla, za njih so stvari morda še toliko bolj pereče, kajti imajo na voljo še bistveno manj kot recimo osebe z različnimi oviranostmi. V mreži smo že leta 2015, ko smo mi organizirali konferenco, v bistvu nekako šli od začetka, postavili smo neke osnove, gledali smo, kaj imamo, kaj je potrebno spremeniti in kaj si želimo. Kaj si pa želimo? Želimo si dejansko nič posebnega, samo možnost živeti tako kot ostali državljani. Samo to. Ne želimo imeti posebnih šol, želimo živeti z našimi družinami, hoditi v iste šole, v katere hodijo naše bratje in sestre, se igrati na ulici s prijatelji iz ulice, imeti družine, delati, se pravi, ne želimo si nič posebnega. In 19. člen Konvencije o pravicah hendikepiranih govori ravno o tem. 19. člen govori, da imamo vsi možnost izbirati, živeti, kje bomo živeli, s kom bomo živeli in moramo imeti pri tem storitve, ki nam to omogočajo v skupnosti. In še enkrat poudarjam, to ne pomeni samo, da boste odprli vrata institucij, v katerih je večina vas zaposlenih. Daleč od tega. To pomeni, da se te institucije morajo enkrat zapreti. Ne dvignajo roke vsi tisti, ki ste bili prisiljeni zaradi kakršnega koli hendikepa biti utrgani od svoje družine in živeti v instituciji več kot 5 let. V tej dvorani. Natanko 6 nas je, kakor jaz vem. Natanko 6, od cele dvorane. In potem je tukaj odgovor na to, zakaj se pri nas nič ne premakne. Zato, ker ko o deinstitucionalizaciji govorijo strokovnjaki, ne govorijo o nečem, kar se njih tiče, ne govorijo o nečemu, kaj bo prizadelo njihove družine, temveč govorijo o nečemu, kar je potencialno ali možno. Če bi nekaj dodala, gospod Drugi na začetku rekel, da bomo preverili storitev, če je pravo ali ne, tako da rečemo, da bi mi tako živeli notri. Zdaj vas pa jaz vprašam, kdo bi živel v CUDV Draga Ig, ali kdo bi živel Obala center Debelje ptič, Ledvine oko, ker so prostori še prazni. Kdo od vas bi šel jutri v institucijo? Nihče. Zakaj potem še vedno imamo? Zakaj za vsako osebo, ki smo jo v teh letih uspeli spraviti iz institucije, mesto se je zasedlo v roku od par dni? Zato,
ker v skupnosti mi nimamo na voljo ničesar. Ni na voljo dovolj storitev za tiste, ki bi želeli živeti, in čeprav je to kršenje človekovih pravic, naša država krši konvencijo, se mi vedno znova vsako leto tukaj srečujemo in poslušamo o tem, kaj bi bilo potrebno storiti, kako bi to morali storiti in kdo je za to odgovoren. Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za šolstvo, Ministrstvo za socialo, vsi so tukaj. Vsi so tukaj, vsi imajo določene plane. Gospa iz Ministrstva za zdravje, gledajte, predstavljali ste strategijo oziroma dolgotrajno oskrbo, a niste govorili o uporabniki, govorili ste o bolniki. Vendar mi nismo bolniki, mi ne potrebujemo posebne medicinske oskrbe. Nič od tega, potrebujemo pa možnost izbire in storitve, ki nam bojo omogočale živeti tako kot kdorkoli drug. Mene je groza, ko poslušam, kaj se planira z dolgotrajno oskrbo. Dejansko me je groza in sem presrečna, da smo uspeli na nek način osebno asistenco urediti na drugačen način in jo speljati po poti, ki smo jo začrtali in po poti, o kateri govori tudi Evropska mreža za neodvisno življenje. In tudi ne morem verjeti, kako v bistvu društva upokojencev in vsi starejši enostavno sprejemajo to, da bodo na svojem domu obravnavani kot bolniki. Vse nas čaka neko staranje, vse nas čaka neko stanje, kjer ne bomo mogli več vsega storiti sami. Nekatere malo prej, nekatere malo kasneje. A si želite, da bi, tako kot si ne želite iti v dom, si verjetno tudi ne želite, da bi na vašem domu z vami ravnali, kot da ste bolniki. In to je ena od velikih pasti pri procesu deinstitucionalizacije, da se bodo storitve v skupnosti začele izvajati na institucionalen način, tokrat ne v segregiranem okolju, temveč na našem domu. In zato v bistvu moramo uporabniki sami skrbeti, da bodo storitve take, kot si jih želimo sami. Predlagajo, da vemo skozi slajde, to so vse stare stvari, da poudarim iz analize 2015, ki ne vem, če je veliko strokovnjakov ali pa veliko odgovornih na ministrstvu sploh prebralo, ampak tukaj so, pa bomo popljukali, kaj je bilo narejeno, pa kaj ni bilo narejeno. Ko smo se v mreži pogovarjali o temeljnih pogojih, smo v bistvu identificirali na nek način tri področja, ki jih je treba urediti. Prvo je treba v bistvu zagotoviti dovolj stanovanj za življenje v skupnosti. Potem je tu še vprašanje osnovnih sredstev za življenje. Ter tretje, zelo pomembno, in tudi preventivno zelo pomembno, omogočanje različnih podpornih storitev skupnosti, ki jih posameznik potrebuje, ki jih sedaj razen 20 ur pomoči na domu na teden nimamo. Ti slajdi bodo na voljo tudi, mislim, da pri organizatorju konference. Rada bi se pa vrnila tudi na to, da je zelo pomembno, da če govorimo o deinstitucionalizaciji in dejansko, če mislimo o temu resno in to podpiramo, potem se mora prenehati z novimi namestitvami. In se mora začeti s preselitvami takoj. Ne leta 2019, 2020, 2023 ali 2025, kot so različni scenariji v strategijah in izhodiščih Ministrstva za delo. Že leta 2015, ko smo spraševali o prvih programih in kdaj bodo razpisani prvi programi za nove storitve in kdaj bo možno začeti tudi izvajati dodatne nove storitve, se nam je reklo, da se jih pripravlja in da si bodo vzeli leto 2015 za pripravo, da leta 2016 bodo objavljene in v leta 2017 se bodo začeli ti programi izvajati kot pilotski projekti. Nič od tega. Mislim, da se tudi pišejo še ne razpisi. Kaj šele, da bi bili v fazi izbire ali pa izvajanja. Ena zelo pomembna stvar, za katero boste videli tudi v nadaljevanju, je,
da se preneha vlagati v gradnjo in obnovo obstoječih institucij. Tudi to je kršeno. Še vedno gradimo nove institucije in obnavljamo obstoječe. V mreži smo takrat leta 2015 tudi s pomočjo vseh naših uporabnikov na nek način sestavili nabor potrebnih storitev. Tako kot sem rekla, nobena od teh storitev, razen pomoči na domu, v višini 20 ur na teden, ni pravica posameznika. Nobena, še trenutno. Se pa izvajajo kot programi nevladnih organizacij ali pa kot programi, prostovoljni programi. Zadnje 3 storitve se pa sploh ne izvajajo več. Včasih, naprimer, so se krizni timi na področju psihiatrije izvajali, danes se ne izvajajo več. Krizni centri, regionalni centri, nič od tega se ne dela. Koliko je bilo govora tudi že pred leti o bazarju, veste, ko je, in njegovi praksi. In pač potem v vzoru so tudi nekatere nevladne organizacije oblikovali te krizne time. No, tako da zdaj ni niti tega. Se pravi, smo šli 50 let nazaj. Ne, da smo na začetku, ampak gremo nazaj. Tudi stanovanjske skupine, ki so na začetku bile mišljene kot neke prehodne enote, stanovanjskih skupin v Sloveniji je veliko, s tem, da so stanovanjske skupine na področju oseb z oviranostmi so del koncesij in institucionalnega varstva, stanovanjske skupine na področju oseb s težavami v duševnem zdravju se pa oblikujejo preko razpisov. Vse stanovanjske skupine pri nas so večje, kot so smernice oziroma priporočila Evropske unije za deinstitucionalizacijo. Mislim, da so tam okoli 15 ljudi povprečna velikost stanovanjskih skupin. Tako kot smo rekli, da bomo pregledali, kaj je bilo narejeno iz preteklih posvetov. To so zaključki posveta, ki ga je organiziralo Ministrstvo za delo leta 2014. Vse, kar so dali pod zaključke, kaj je treba urediti, vse je v bistvu ne. Razen zakon o osebni asistenci, ki je v bistvu bil sprejet letos na pobudo nevladnih organizacij in s tem, da je opozicijska stranka v parlamentu, pazite, ne vlada, ki je obljubljala, da bo dala zakon v obravnavo, ne vlada, temveč opozicijska stranka vložila zakon v proceduro. Potem pa še druga pomembna stvar, imamo zakon o osebni asistenci, a še vedno ni v veljavi. To pomeni, da še vedno osebna asistenca pri nas ni pravica posameznika, temveč se izvaja v okviru socialno-varstvenih programov. In še nekaj bi dodala, ne da so financirani iz strani ministrstva, ampak so sofinancirani iz strani ministrstva. Koliko od vas bi še delalo, če bi vaše inštitucije dobile 65% potrebnega denarja, 35% denarja bi morali pa preko razpisov vsako leto pridobivati sami. Verjetno ne prav veliko, ali pa zelo težko. Na zaključki konference, ki smo jo pripravili takrat v okviru mreže, so v bistvu podobni, s tem, da mi smo zaključke konkretizirali malo bolj, kot so bili zaključki od ministrstva, in sicer smo konkretno našteli zakone, ki jih je potrebno spremeniti. Se pravi, smo tudi identificirali, katero zakonodajo je treba spremeniti. In nekatera zakonodaja v bistvu, mislim, da je zelo velika pripravljenost tudi strani uporabnikov, da bi se spremenila še v roku letošnjega leta. Fajn je pa, ko pogledate datume, ko vidite, da, ne vem, zakon o dolgotrajni oskrbi najkasneje do konca leta 2016, implementacija 2017, zakon o socialnem vključevanju, to je stari zakon o družbenem varstvu, ravno tako implementacija do konca leta 2017 in tako naprej in tako naprej.
Se pravi, vse, kar je, da vsako leto znova samo kljukamo, kaj ni bilo narejeno, pa kaj še vedno se strinjamo, da bi bilo potrebno narediti. Jaz bi še nekaj dodala na ministrstvu. Se je tudi razpisal en velik razpis socialna aktivacija za 40 milijonov. Je v različnih fazah tam je. No, glavnem, ni važno. Ne vemo točno, kaj to je, skratka, ranljive skupine se zaposlujo, zakaj med njimi ni oseb, ki so označene z dražjimi oblikami ali pa težko. Vsi, ki so pod zakonom o družbenem varstvu. Zakaj tega noti ni? Ta sprememba zakona bi se lahko naredila v enem tednu. Tukaj bom še dodala, da rigidnost statusov, tako invalidskih kot statusov, ki jih imajo osebe s težavami v duševnem zdravju, je v bistvu en od ključnih stvari, ki se mora odpreti. To pomeni, da če oseba lahko dela in mi verjamemo, da vse osebe lahko na nek način nekaj prispevajo in nekaj delajo in se skozi to tudi povezujejo z ostalimi člani družbe, potem naj za svoje delo dobijo plačilo in naj imajo pogodbo, tako kot ostali državljani. Za tisto, kar pa ne zmorejo, pa naj se ohrani nek status, ki jim zagotavlja ekonomsko neodvisnost. Drugi problem tega statusa pa je tudi ta, da sredstva, ki so namenjena nadomestilu za invalidnost, ne nadomeščajo življenju, ne zadoščajo za življenje v skupnosti. Ne zadoščajo, niso niti v višini minimalnega plačila in enostavno človek ne more preživeti. Če pa gre v institucijo, pa se naenkrat začnejo stekati tako sredstva iz Ministrstva za zdravje, kot sredstva občin, kot sredstva iz strani sociale. V trenutku, ko se pa posameznik odloči, če že ima to moč zapustiti inštitucijo, pa ga tudi ta sredstva, ki so na nek način na voljo očitno za inštitucije, ne morejo slediti posamezniku. In tukaj je prepreka samo v rigidni zakonodaji, ne v premalo sredstvih. In še enkrat poudarjamo, živeti v skupnosti kdorkoli drug je osnovna človekova pravica. Zapiranje ljudi v inštitucije je kršenje človekovih pravic. Hvala.